Je potrebno kaj posebej paziti pri teh, ki se rodijo prej, ki so v bistvu nedonošeni? Ja, res je. Pri otrocih, sploh rojenimi pred 31. tednom in tistimi, ki imajo težo nižjo od 1501 grama, ko se rodijo, se izvajajo pri nas že presejalni testi za retinopatijo nedonošenčka. To je razvoj žil se ne zaključi pravilno na mrežnici, ker v bistvu niso še dokončno razviti in ko se rodijo, se te žilce mogoče ali pretanke razvijajo naprej, so bolj dovzetne na krvavitve, sploh kot potrebujejo dodaten kisik, še dodatno obremenitev in popukajo lahko te žilce na očesnem ozadju in lahko pripelje do obojestranske slepote. In to je bil še nedolgo časa nazaj glavni vzrok slepote v otroštvu. Nekje od 2014-2015 naprej so v ljubljanski porodnišnici dobili eno fino napravo, s katero se je zelo zmanjšalo v bistvu pojavnost retinopatije nedonošenčka. Lahko je pa potem zraven tudi vse ostalo, kar so nedonošenčki bolj rizični, je pa kar 35% vseh težav, ki pridejo ob porodu, pride pri nedonošenčkih, zaradi tega, ker premalo kisika pride, ali so preveč slabokrvni, kakorkoli. In to vse vpliva na ta razvoj očesa, tudi kot strukture, kaj šele vidi. Prav je ta pridobitev ljubljanske porodnišnice zelo pomembna. Ja, neprecenljiva, ja. Hvala za vse te informacije. Zdaj me pa še zanima, kaj pa če starši opazijo, da se mogoče vid ne razvija tako, ko oni mislijo, da bi bilo potrebno. Malo bom na dolg tle. Ni čisto preprostega odgovora, zato ker je zelo veliko dejavnikov lahko na to vpliva. Zdaj, starši sploh pri prvem otroku ni nujno, da opazijo takoj, da je kaj narobe z vidom. Ponavadi je pediater ta prvi, ki to opazi, ker imamo mi krasne presejalne teste, v bistvu zelo pogoste do 1 leta, kjer se vedno presvetli potem očesno ozadje, ki z lučko takole pogledajo in narediti osnovne teste sledenja, potem tudi tiste mrozinice dajejo pred njih, kockice, v glavnem vse to opazujejo, ne samo kako se motorika razvija, ampak komplet v bistvu razvoj in izgled oči. In imamo zelo dober voden to do leta pa pol, mislim, da ko so te sistematike redne, potem med letom pa pol do 3. leta je neka pavza vmes. Tle vmes zna pride do kakšnih redkejših težav, ampak drugače jih imamo pa res zelo dober in jih tudi že zelo zgodaj lahko dobimo obravnavo otroke, ki imajo težave. Zdaj, ponavadi starši sami opazijo, če imajo že kakšnega starejšega otroka, ki vidijo, da ni isto, ali pa če imajo v družini že kakšne težave z vidom, ker je skoraj 50% težav z vidom povezanih z genetiko. Tako da so lahko posebno pozorni še na to, če se kaj ne bi pravilno razvijali. Zdaj, takoj po rojstvu, porodnišnici isto že neonatolog presvetli s tisto lučko. Lučke, mačkam pogleda, kako se odzivajo. In če bi bile kakšne prirojene bolezni ali pa če, ne vem, da je bila znana kakšna okužba prej v maternici, bojo pozorni že v prvem mesecu, v bistvu ne šele takrat, ko pride na prvi pregled, ampak že prej bojo ga v bistvu že spremljali pri oftalmologu. U nas imamo recimo zelo dobro ta presejalni test za toksoplazmo, to je kot mačja bolezen, tega mislim, da kar trikrat v nosečnosti kri vzamejo, da preverijo. Ni to značilno za vse države sploh? Ne. V Sloveniji je to res. Imamo zelo dobro se preverja, potem tudi, če bi bila kakšna okužba nosečnice, ponavadi je opazna, in da so tudi, ker je toliko dni pri nas še novorojenček v porodnišnici, se bi ta okužba tudi pokazala v tistih 3 dneh, se pokaže, da nekaj ni prav. Zelo redko pri nas je pa, mislim, da ne vem, če je bil nekaj let nazaj, 3 leta nazaj, da je bil en primer ene nosečnice, da se je z okužbo rdeč srečala, zaradi tega, ker je precepljenost pri nas kar visoka. Je bila pa slučajno ena gospa pač v stiku z enim otrokom, ki ni vedel, ni mama vedela, da ima, ampak drugače pa zelo malo, tega skoraj ne srečamo pri nas več, da bi bila kakšna ta okužba rdečk, ali pa sploh kakšnih teh še težjih bolezni, ki bi lahko res odločilno vplivali na razvoj še v maternici. Zdaj, posebno smo pozorni tudi pri vseh tistih otrocih, ki imajo kakšne prirojene težave, ali da so znane nevrološke težave, ali da so bile kakšne poškodbe ob rojstvu ali kasneje zastrupitve. Tukaj vse v bistvu lahko vpliva na razvoj vida, ker vid ni povezan samo s strukturo kot zunanjo, kot očesa, ampak je cel proces potem še v možganih do centra za vid in kjerkoli bi lahko tle bila težava, vpliva na to, kako se bo vid razvijal. Če imamo znane težave oziroma če sumimo, da bi bilo nekaj narobe, se najprej obrnemo na pediatra. V prvem
mesecu v bistvu to spremljajo že iz porodnišnice. Zdaj zanimivost, neke dioptrije, recimo, ko so ti presejalni testi, ko otroci gledajo na sistematskih pregledih tiste slikce v vrsti, neke dioptrije mi pričakujemo. Pri 4 letih je dioptrija nekako pričakovana šele na 80% od celotne in ne bo zganjal nobene panike zdaj za to, če otrok pri 4 letih ne vidi tiste čisto zadnje vrstice. Zdaj, če bi se to do 5. leta poslabšalo, kaj je naslednje leto pa spet sistematika, ali če bi ostali nekako isto, bi postali pozorni na to, že pošljajo potem na pregled k oftalmologu. Pri 1 letu recimo ima otrok ostrino šele 10%. Zato so te slikce v kartonkah mora biti toliko jasne, fotografije bolj prečiščene, ker bojo raje gledali take slikce, da je bolj jasno pokazan, kaj na njej. Zdaj jaz bi največji alarm bi bil pri dojenčkih zame, če bi, tako kot so se že prej pogovarjali, da bi pri 3 do 4 mesecih še vedno gledal le izvor svetlobe, kar je značilen za novorojenčke, da še zmerijo v bistvu res, ga imam pred 4-mesečnega dojenčka, da še vedno ga vidimo, da se ne proti oknu zagleda ali pa v luč in gleda, da je res zagledan tja. In če so očesni gibi nenadzorovani, temu mi rečemo nistagmus, ni tukaj znan izraz, pomeni, da učki kar malo tako le plešejo, da ne najdejo neke točke fiksacije, ampak da zelo, to mogoče redko vidite, jaz to v službi pogosto vidim, ampak ostali mogoče si težko predstavlja, kaj je nistagmus, to zgleda, da učki plavajo v bistvu, ali pa da se rahlo tresejo. To ni to škiljenje, škiljenje je nekaj drugega. To je čisto nenadzorovanje gibi in to je tudi en velik alarm, da učki ne morejo najti ali neke točke za fiksacijo ali da se mišice nekaj prav ne razvijajo oči. In pa če ne vzpostavi sploh jasnega očesnega stika nekega 2. meseca med dojenjem in hranjenjem, na neki kratki razdalji, vse tle se najprej obrnemo na pediatra in potem oni naprej pišejo napotnice potrebne in ugotavljajo, kje bi bila lahko težava. Zdaj, karkoli se ugotovi težava, potem delamo naprej iz očesne. Če bi bile hujše težave, da je res otrok potem slaboviden ali slep, pa potem pride k nam. Obravnava. Se mi zdi, kolikor je iz pogovora razvidno, imamo pri nas v bistvu zelo dober ta sistem odkrivanja zgodnega in potem tudi naprej. Ena zanimivost, da smo letos celo imeli najmlajšega otročka v obravnavi starega 4 dni pri nas na centru Iris. Da so že toliko zgodaj v bistvu že vedeli in dobili diagnozo in vse, tako da so že res čist majčke in novorenčke in prej, kot se začne nekaj, če so težave z vidom, boljši izid lahko naprej pričakujemo. Tako da tudi, če mislite, starši, tako direkt povem, tudi če se vam zdi, da ni nič tazga, vi to kar omenite, zato ker vi boste bolj mirni, pa če je, kaj bomo prej rešili. Se mi zdi to res take informacije, ki starše nas lahko pomirijo,